Dobrodošli v podkastu Inspiracija, v podkastu za dušo, ki vam prinaša obilje navdihujočih vsebin. Uživajte v poslušanju. V tokratni epizodi podkasta Inspiracija sem se odločila, da namenim nekaj besed glasbi, ki mene osebno spremlja že od malih nog. Nekateri se mogoče sprašujete, v kakšne vode je Erika zdaj zaplavala. Vsaj tisti, ki me poznate po moji vlogi kantavtorice, s katero sem začela, moram verjeti, da je že v bistvu več kot 10 let nazaj. Takrat sem svojo kitaro, črno kitaro, igrala na različnih prireditvah, koncertih. To je eno obdobje, ki me je močno zaznamovalo, ki mi je vlilo veliko zaupanja vase, v svoj glas, v svojo glasbo svoje duše. Dalo mi je vedeti, da imamo vsi v sebi glasbo. Vsi imamo v sebi pesem svoje duše, ki samo čaka, da se izrazi. Vesela sem, da me je pot takrat ponesla v te vode, da sem lahko svojo glasbo delila tudi z vami. Mislim, da je to za vsakega glasbenika nekaj najlepšega, da se dotika src ljudi, da svojo glasbo nekako prebudijo svojo dušo, svoje občutke. Konec koncev je glasba terapija in bila je zame osebno terapija in upam, da tudi za vas, ki ste me radi poslušali. Seveda, ljudje se spreminjamo, ljudje gremo čez različne izkušnje in tudi glasba se potem spreminja, glasba, ki jo ustvarjaš, glasba, ki doni v tebi, v tvoji duši. In tako je tudi mene obdobje zadnjih let preoblikovalo, poglobilo, transformiralo, če rečem tako. In ravno zato sem se pred časom odpravila tudi na neko novo pot v glasbi. Pa bom rekla, začenjam z novo potjo v glasbi. Mogoče se nekateri sprašujete, kaj se je zdaj to zgodilo, ki je tista kantavtorica s kitaro. Bila sem kantavtorica, še vedno vzamem v roke kitaro, še vedno z veseljem zapojem kakšno svojo avtorsko pesem in verjamem, da ji bo še veliko nastalo v prihodnje. Ampak v tem obdobju svojega življenja sem nekako bolj začutila eno drugo smer, ki me je pravzaprav privlačila že kar nekaj časa, ampak nekako se mi zdi, da ni bil niti pravi čas za to, oziroma nekako se mi zdi, da za nekatere ideje, za nekatere stvari mora človek dozoreti, mora nekako čas dozoreti in tako se je zgodilo tudi z mojo glasbo, oziroma s to smerjo, ki sem jo kar poimenovala Sound Spa Inspiration. Verjetno ste že slišali ali pa videli na mojih profilih ta izraz. Iskala sem dolgo, kako bi v bistvu to svojo glasbo, ki jo zdaj ustvarjam, nekako uokvirila, če rečem temu tako, ali pa dala nek pravi izraz, da bi razumeli bistvo te glasbe. In se mi zdi, da je bil to en tak najbolj primeren izraz, ker mene že od nekdaj spremlja v mojem življenju neka ta duhovna plat glasbe. Ne govorimo o neki religioznosti, ampak v bistvu o globjem smislu življenja, ki ga v bistvu večinoma ljudi iščemo vse življenje, če se tega zavedamo ali ne. In duhovni vidik sebe najdem ravno v tej glasbi. To je glasba, ki jo v bistvu proizvajam s pomočjo meditacije, v stanju meditacije, zato tudi pravim, da je Sound Spa Inspiration nekako moj meditacijsko-glasbeno-zvočni atelje, tako kot je platno za umetnika, prostor, kjer lahko naslika tisto, kar čuti v sebi. Ta Sound Spa nekako vidim kot ta prostor, atelje, ki ga v bistvu nesem vedno s seboj. Ni to nek fizični prostor, ne predstavljam si tega tako, ampak v bistvu to je ta prostor v nas, prostor miru, kamorkoli grem in s komerkoli se srečam, je v meni in v tem prostoru vedno ustvarjam zvočne melodije in vas vodim tudi do sebe. Za vse tiste, ki ste bili z mano v kontaktu že na kakšnih zvočnih delavnicah, veste, o čem govorim. Rada vas vodim do sebe, do vašega pristnega glasu, ki je v bistvu vse, kar potrebujete, da v sebi vzpostavite harmonijo in energijsko ravnovesje, ki vam prinaša lepše in mirnejše življenje. Ampak seveda ni to za vsakega. Tisti, ki začutite, da je glas tisto orodje ali pa ne samo orodje, glas ste pravzaprav vi, to je vaša vibracija, vaš podpis.
In ko ga odkriješ, v bistvu čutiš eno tako zadovoljstvo, polnost v sebi in izpopolnjenost. Ja? In zelo sem vesela, če lahko komu pomagam najti to svojo noto, to svojo vibracijo, svoje duše preko glasu. Jaz sem že od nekdaj svojo glasbo doživljala nekako bolj intuitivno. Ko sem imela res tako ustvarjalno obdobje, sem vzela v roke kitaro in iz mene je v bistvu intuitivno kar prišla melodija, pa besedilo, pa ritem. Zdaj sem šla pa še nekako korak dlje, še nekako korak globje, ko sem začutila, da mogoče potrebujem še nekaj več. In to je ta meditacijska glasba. Konec koncev smo v obdobju, ko se veliko stvari dogaja, tako globalno, kot tudi v naših osebnih življenjih. In zdi se mi, da je zelo pomembno v teh časih, da imamo neko, ali bom rekla, prakso, nek način, s katerim se vrnemo k sebi, način, s katerim se pomirimo, kako začutimo sebe, svojo dušo, ker smo večinoma veliko obrnjeni navzven in hitimo sem ter tja, ne, in je fajn, da najdemo nekako ta svoj notranji prostor, da se resetiramo in da najdemo svoje zatočišče svoje duše. Načinov je veliko, lahko je to samo narava ali pa kakršnakoli druga dejavnost, kjer se počutite povezani s sabo. Jaz sem to našla najbolj v svojem delu z glasom oziroma s petjem, z poslušanjem sound healingov razno raznih. To me res nekako zdravi in pripelje k miru, nazaj k sebi. Ne samo, da nas pripelje k sebi, to vrstna glasba, meditacijska glasba, zvoki, to je tudi glasba, ki je v bistvu tak močan medij za preobrazbo naše lastne notranjosti. Glasba ima res moč in res je pomembno, no? Kaj poslušamo, kako poslušamo, katere besede si govorimo preko glasbe. In zanimivo, ne? Ko pojemo zvoke, tukaj ni besed, ne? Ker besede so včasih, besedila so lahko krasna, lahko jih pojemo kot, bom rekla, neke vrste afirmacij, da se programiramo, če rečem temu, v pozitivo ali pa programiramo, odstranimo tiste stare omejujoče programe, ki nam ne služijo več in se dvignemo na višjo vibracijo s tem. Potem je pa tu tudi zvok, v bistvu petje zvokov, kjer ni besedila, ampak so samo zvoki. In to je tisto prvobitno naše stanje, ko v bistvu naše občutke, naše notranje stanje ali pa našo povezavo, če rečem, z božanskim ali pa kakorkoli že imenujete to višjo silo, ne vem, višji jaz, vesolje, Bog, uravnovešamo, zdravimo, polnimo, ker ponavadi znajo biti besede tudi omejujoče, ne? Ker ko nekdo reče recimo ljubezen, si lahko pod besedo ljubezen predstavljamo marsikaj, ne? Mogoče kot navezavo na neko osebo ali pa pač ljubezen ima, bom rekli, več obrazov lahko oziroma si jo drugače predstavljamo glede na svoje izkušnje, ampak ko govorimo o tej univerzalni ljubezni, ko jo čutimo v sebi, jo lahko izrazimo že samo zvokom in to se čuti, ne? Zvok je taka svobodna vibracija, upija se v nas, ne? Tako kot krema, ki jo namažete, je pomembno, ne? Kakšno kremo date, da je res čim bolj organska, da je čim bolj naravna, takrat najbolj deluje in vas najbolj zdravi. Enako je zvokom. Nekako, ko pojemo te zvoke, se s tem negujemo sebe, svojo dušo in tudi ljudi okoli sebe, konec konca, pa ljudi, ki nas poslušajo. Tako da jaz res upam, da vam bo všeč, oziroma ne toliko, da vam bo všeč, ampak da vam bo služila moja glasba, ki jo bom ustvarjala v nadaljevanju svoje poti. Dobrodošli na mojih delavnicah Odkrij svoj pristni glas, ki so trenutno individualno usmerjene. Namenjene so vsem, ki želite raziskovati moč svojega glasu in preseči omejujoče čustvene in miselne blokade, ki nam preprečujejo polnejše, zavestnejše in srečnejše življenje. Na delavnicah preko zvočnih meditacij, petja zvokov in mantr vstopamo v svoj notranji svet, prepoznavamo svoje čustva in misli ter jih tudi osvobajamo, tako da lažje vstopimo v stik s svojo dušo. In kot že rečeno, ko smo v stiku s svojo dušo, naše življenje dobi večji smisel, globino in polnost.
Tako da še enkrat vabljeni tudi na moje delavnice in vabljeni k poslušanju moje glasbe. Ko smo že pri koncu tega kratkega prispevka oziroma epizode podcasta Inspiracija, pa še nekaj za vaše uho, da dobite občutek, kako izgleda ena taka zvočna meditacija. Vrstna glasba popelje v globine vaše duše. Imejte se lepo, pojte, potapljajte se vase. Srečno. Poslušali ste podcast Inspiracija.